Res je. In še slab teden dni nas loči do največjega sejma, daleč naokoli, 57. Mosa. In z mano v studiu je že Renata Košenina. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako si? Zelo dober, v redu, hvala. Si našla čas pri vsej tej organizaciji, da se še oglasiš k nam? Ja, seveda, v bistvu ni to sejem, ki ga delam samo jaz, ampak je to za mano cela ekipa, celotno podjetje in vsi naši podizvajalci živimo za ta dogodek, da to speljamo, tako da ja, zagotovo. Ja, odlično. Zdaj 57. Mos po vrsti. To je skoraj 60. že. Ja, res je. Tradicija, pa se mogoče spomniš ti svojega prvega obiska Mosa? Ja, zagotovo se ga spomnim, dejansko že bom rekla, že od malih nog živim skupaj z sejmom. Spomnim se kot otrok, da je bil to dejansko za nas praznik. Tista leta nazaj v bistvu nisi nikjer v Celju ali okolici imel možnost dobiti oblačil in vem, da smo se vsi veselili tega sejma, ker smo šli starši na sejem in smo si tam nakupili vsa oblačila, vse smo tam dobili in tako da ja, v živo se spomnim in dejansko verjetno mi je bilo usojeno, da nekoč se zaposlim tudi na sejmu in dejansko živim to zgodbo sejma. No, ampak če pogledava recimo tisti prvi sejem in ti sejem iz naših časov, to je bil res takrat 10-dnevni dogodek. V bistvu je bil celo 14 dni, ko sem jaz prišla na sejem, že kot študentka, dejansko je bil takrat sejem 14 dni in je bilo res, ampak tako veliko ponudbe, tako veliko dogajanja, tako veliko ljudi, tako da res je bilo tistih 14 dni, mogoče tudi celo premalo, ampak dejansko smo skozi leta, se je tudi sejem je dejansko gledalo gospodarstvo in tudi mi se prilagajamo z ponudbo, z dolžino, vsebino in tako smo nekje prišli na, bom rekla, na teh optimalnih 5 dni, ko menimo, da je dovolj, da tisti, ki ima namen priti na sejem, lahko dejansko si vzame čas in pride na sejem in v teh 5 dneh najde nekaj zase. Ja, zdaj teh 5 dni je res koncentriranih. Res je. Ampak tudi živimo v času digitalne dobe, ko že tek spodnje gate dobesedno kupimo na internetu, ne? Vse je pa mogoče fajn res kakšno stvar videti v živo. In mene zanima, res je to sejem s tradicijo. In zanimivo mi je, da se ljudje še vedno, kljub tej digitalizaciji, odločijo dejansko priti razstavljati na sejem in to ne samo domači, tudi dejansko tuji razstavljavci. Ja, sejem ne bo izgubil svojega pomena. Bom rekla, v času, ki smo se ga soočili nekaj let nazaj s tole našo korono, so nam vsi napovedovali res črne čase. No? Res dejansko tudi mi nismo vedeli, kaj se bo zgodilo, ampak verjamemo v tole moč osebnega kontakta, stika, otipa in dejansko je to blagovna znamka, ki smo jo gradili 57 let in dejansko je korona pokazala, da kljub vsej tej naši digitalizaciji, internetu, je sejem tisto, kjer v bistvu ljudje res pridejo, najdejo prave informacije. Res pa je, da se je v vseh teh letih je bom rekla, ljudje so se tudi obiskovalci, bom rekla, so drugačni. Niso tisti, ki mogoče pridejo samo malo pogledati na sejem, pridejo z nekim namenom. Tudi mi tako oglašujemo sejem, pripravljamo vsebine, da tisti, ki pride na sejem, če pogleda na našo spletno stran, kjerkoli obveščamo, tudi po naših digitalnih omrežjih, namensko in ve, kaj lahko na sejmu v bistvu najdejo. Ampak Renata, tako ko sva malo se spomnili za nazaj, ne? V bistvu je bil to družinski sejem nekoč in prihajali so res starši s svojimi otroci, ker je bil tudi ringelšpil, tega nobeden od nas ni pozabil. Res je. Kako pa recimo zdaj poskrbite za družine? Seveda, družine so pri nas dobrodošle, vedno tudi delamo ciljno na obiskovalcih za družine, seveda se bolj fokusiramo za vikend, takrat, ko imajo družine čas. Zagotovo je prva od prednost ta, da v bistvu je ugodna cena vstopnice, zaradi tega, ker vplačata dejansko 2 odrasla, lahko pa pride 5 otrok brezplačno do 15 let. 2 odrasli osebi, ne omejujemo se na starše, lahko pridete babica, dedek in 5 otrok pripeljeta. V soboto bo v bistvu prav namenjen dan družinam, pripravljamo razne animacije, ulične artiste, naša maskota Medo Mosko, ki bo delila balone, jih zabavala, z njim se bodo lahko slikali, razne igre, imeli bomo šah v naravni velikosti, človek ne jezi se v naravni velikosti in dejansko bodo lahko otroci vse to poskusili. Letos smo na novo tudi pripravili ulico navdiha, kjer se bodo lahko otroci, starši, družine slikali, poslikali, delili naše in v bistvu tako ponesli, bom rekla, ime Mosa v svet.
Ja, jaz bom tako rekla, Renata, zdaj si bomo midva pikico oddahnili, ker imava še zelo veliko stvari za povedati. Tako da, dragi poslušalci, ostanite z nami na liniji, seveda pa nekaj dobrih vibracij vseeno pošiljam trenutno še v vaša ušesa. In smo nazaj. 57. most se bo že letos začel na Celjskem sejmu. In z mano je seveda njegova vodja oziroma vodja projekta Most, Renata Košenina. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako si še enkrat? V redu, Premagala hvala. tremo. Ja, ni problema, že imam kar nekaj kilometrine za sabo, tako da ja. Super. No in nekaj kilometrine ima za sabo tudi že most, ne? 57. po vrsti. Se kaj veselite vsako leto ali vam je vsako leto že tako, ne vemo, kaj bi še nadgradili? Ne, dejansko je most ogledalo gospodarstva, vedno se kaj dogaja, pripravljamo nove vsebine, tako da vedno je na vsakem sejmu kakšen izziv. Zato tudi pri nas se veselimo vseh izzivov, ki jih pač v bistvu z organizacijo se pripelje in se prilagajamo trenutnim spremembam. Ampak koliko imate sploh toliko idej, ker vi dejansko morate v korak s časom in v 57 letih se je gospodarstvo precej spremenilo, tudi v bistvu naše nakupovalne navade. Od kje črpate, res kako najdete, kaj je ljudem dejansko zanimivo? Ja, dejansko so to, bom rekla, res pogovori, ki potekajo takole z našimi razstavljavci, obiskovalci, da in v bistvu naredimo tudi vedno na vsakem sejmu anketo, ampak predvsem so to ta, bom rekla, druženja, mreženja, kjer dejansko tudi zdaj med sejmom izkoristimo čas za razstavljavci, da dejansko naše, bom rekla, sodelavke, ki so zadolžene, vodje dvoran, smo vse skozi na terenu, se z njimi pogovarjamo, kaj jim je v redu, kaj še lahko naredimo. Vsi imamo v bistvu, vsem nam je v interes, tako nam organizator kot razstavljavcem, da pripravimo za naslednje leto dober dogodek in dejansko skupaj snujemo ideje, kaj še pripraviti. Zdaj, obisk je tudi zelo dober v teh 5 dneh. Ampak recimo vsi se veselimo tiste otvoritve. Tisto otvoritveni dan se mi zdi, da je res tisti boom. Pa seveda nekateri čakamo tudi na petek, ne, ko se zadržimo v kakšni hali malo dlje časa. Ja. Je pa res, da če jaz pogledam svojo izkušnjo, jaz sem tudi kot študentka delala pri vas na sejmu za različne pač ponudnike oziroma razstavljalce in se spomnim, da vsa leta, ko sem delala, nisem imela časa dejansko iti po sejmu. In prvo leto, ko nisem več delala kot študentka, ker nisem bila več študentka, sem si vzela čas in da sem komaj obhodila sejem in to dejansko sem si kupila masažni aparat. Ja, super. Tudi, bom rekla, ponudniki masažnih aparatov z nami tudi že vztrajajo, bom rekla, več kot 50 let, tako da ta ponudba še vedno obstaja. Še vedno obstaja, ok, mogoče je čas za novega. Boma tek malo namignile. Gre pa, tako smo rekli, sejem v korak s časom in letos boste v vsej tej elektroniki, ki je na voljo, imeli tudi par novosti in prikazov praktičnih gašenja, če se ne motim. Res je, v bistvu petek pripravljamo res zanimiv dogodek, ko zagori elektrika. Verjetno ob vseh teh naših elektronskih napravah se tudi mi sami ne zavedamo, kaj to pomeni, ko pa res ta naprava zagori. In dejansko bo petek posvečen v tem strokovnem delu temu dogodku, da bodo najprej o tem razpravljali strokovnjaki, medtem ko bo v atriju sejmišča ves dan sejma bodo imeli obiskovalci možnost preizkusiti preventivne simulatorje, da v bistvu dejansko lahko vidijo, kako je, ko mogoče si ne predstavljaš, da doma zagori pečica. Kaj pa v tem primeru narediti? Na simulatorju bodo lahko preizkusili, ter še na drugih napravah. Ob 1 uri pa bomo na sejmu v živo skupaj z gasilci pripravili resničen ožig, kako je, ko se eskiro užge in kako ga pogasiti. Z vodo verjetno ne. V tem trenutku ne vem, se bom tudi sama podučila. Torej, kdaj smo rekli? V petek ob 1, v atriju sejmišča. Naslednji petek govoriva, Tako, ker naslednji sejem petek. se začne 17. in traja vse do 21. Do nedelje. Do Tako. Torej, v petek je tisti dan D, ko se bomo lahko naučili, kako tudi pogasiti električne naprave. Vseeno, če mogoče malo namignem vas, ja vem, sejem 57, ampak a že mogoče kaj snujete za 60, ker to bo jubilej? Sigurno. Zagotovo že mi naše sodelavke iz PR-a in marketinga in tudi iz komercijale, že kaj pa bomo, sigurno moramo zadeve nekaj pripraviti in tako da ja,
sigurno že razmišljamo o tem, o našem Sicer jubileju. še imate 3 leta. Ja, ampak ne? veste, jaz mislim, da mi imamo leto od Mosa do Mosa in dejansko že moramo planirati zadeve za naprej. Torej, na spletni strani sem videla, da imate akcijo 1+1 gratis. To še vedno velja? Še vedno velja in sicer do 16. septembra, vključno z torkom, lahko preko spleta res izkoristite to akcijo 1+1 gratis. Sejem pa se začne v sredo ob 9 uri. pa do kdaj? Pa do nedelje do 15. ure. Drugače pa sejem vsak dan odprt od 9. do 18. ure. Tako, evo, do 6. ure popoldne smo hoteli Tako. reči. V glavnem, lačni ženi na sejmu ne boste, definitivno pa vabiva vse obiskovalce oziroma poslušalce, da sejem obiščete. Ampak Renata, kaj bi midve še mogoče malo namignale mojmu? Nekaj ti manjka na prsto, a ne? Ja, pa po Mosu vem, da Ja, še imate en fajn sejem. res je. V 11. in 12. oktobra pri nas res tak svečan dogodek, pomp. To so pompozni, bom rekla, pompozen dogodek v vsem svojem sijaju, namenjen je za poroke, obletnice, praznovanja, mature, ponudba. Res ta prednost, ponudba na enem mestu, mislim, da boš lahko, če te tvoj pripelje na sejem, si izbrala pravi prstan, a ne? In obleko, in make-up, upam, da in posluša. catering, in fotografa, vse na enem mestu. Vse na enem mestu. No, evo, tako ko v bistvu na Mosu dobite vse na enem mestu in je definitivno vreden obiska. Začnemo naslednjo sredo in končamo v nedeljo. Pol pa seveda imate še cel kup drugih sejmov, ki jih organizirate skozi celo leto, ampak ta sejem Mos je pa res tist pikica na i, ki je v bistvu narejen za Celje in je Celje tudi ponesel na eno tako mednarodno sejemsko točko. Mogoče samo še vprašanje, kaj pa je s tujci, ki pridejo, oziroma obiskovalci? Je več tujih obiskovalcev ali je več domačih obiskovalcev? Še vedno je več domačih obiskovalcev, intenzivno tudi delamo, da privabimo tudi vsaj okoliške države. Sigurno je pa naš nek primarni trg tudi bom rekla, v sklopu razstavljavcev bivša Adria regija. Pa samo še, malo te bom spravila v zadrego. Imaš mogoče svoj trenutek sejemski, ki se ga najbolj spominjaš, ali pa da se ti je kaj takega zgodilo? Joj, v vseh teh letih, jaz sem že v bistvu več kot 23 let na sejmu, če samo štejem delovno dobo, drugače pa že od 15. leta sem povezana s sejmom, ker sem začela v bistvu delati na sejmu kot študentka. Tako da ja, bilo je ogromno trenutkov, no, in v bistvu sem se naučila, bom rekla, iz teh napak, ki sem jih sama naredila. Ampak je res to, tako kot sem povedala na začetku, to je pač način življenja, ali v bistvu to ponotranjiš, da to živiš in to moraš pač delati s srcem. Ni vsak za to, ker to je ogromno stikov, ogromno komunikacije, Dela z ljudmi. tako izzivov za reševati, ampak prav to v bistvu, bom rekla, mene nekako napolnjuje z energijo, da dejansko potem, ko vidiš res zadovoljne razstavljavce, obiskovalce, ko snujemo neke nove ideje in ko najdemo neko rešitev in res jo lahko ponudimo obiskovalcem. Se pravi, kakšen tak epski fail ali pa napaka, ko se ti je zgodila, verjetno ni bila niti posneta ali pa poslikana, ker... Ne, zato ker v bistvu, bom rekla, tudi izzive oziroma napake niso bom rekla, da niso to zdaj neke življenjske napake bile, so neki bili izzivi, ki smo jih pa vedno rešili. No, jaz vam lahko povem, da jaz sem delala enkrat na sejmu, sem točila sladoled, pa sem ga hotela malo zrečiti z vodo in pa je sam še bolj zmrznil. Tako da, evo, moj fail na sejmu je bil recimo ta. Bomo pa vprašali tudi naše poslušalce, kakšni so njihovi spomini, tako da mogoče se še slišimo kmalu. Hvala, Renata, za obisk in se vidimo na sejmu. Se vidimo. Gost v studiu na Radiu Fantasy.